Natanko pred 29 leti so enote teritorialne obrambe Dolenjske blokirale enoto JLA in preprečile njen prodor proti osrčju Slovenije. Kolona je šla iz Karlovca proti Metliko, prišla v Novo mesto. Kolono smo zaustavili z 2 kamionoma polno kamna ali peska in enota, ki je posredovala, je bila tukaj prva na tem mestu. Točno iz tega kraja in tega mesta, ko smo to obeležje postavili, je bil streljen prvi strel in prvi agresorski podporučnik je bil ranjen in takrat se je začela zadeva čisto drugače odvijati. V spomin na takratne dogodke so veterani skupaj z mestno občino uredili park, ki so ga lani nadgradili s postavitvijo bojnega oklepnega vozila, enega izmed takrat ustavljenih vozil armade. Kot je dodal prvi mož dolenjskih veteranov, se v parku ustavljajo tako občani kot tudi tujci. Kadarkoli imamo tukaj kakšno zadevo, ki jo veterani proslavljamo, vedno se ustavljajo in se tudi poslikajo. Mi imamo namero, da v tem parku naredimo še 3 panoje, ker bomo še predstavili to vojno leta 1991. Tako da bomo to izpopolnili, ta park, in da to ostane mladim. V spomin na takratne dogodke v Novem mestu praznujejo spominski dan občine. Letos je zbrane nagovoril podžupan Bojan Kekec. Težko se je zahvaliti vsem ljudem, ki so v tistem času, v tistih trenutkih odigrali tako pomembno vlogo in z odločno akcijo nekako skupno obranili Slovenijo, da danes lahko tudi tem velikim dosežkom, ki smo jih skupaj naredili, rečemo, da je eno veliko priznanje. Izpostavil je tudi varnost, ki ni več tako samoumevna, kot je bila v preteklih letih. Poglejte, kaj se v svetu dogaja, tudi pritisk na naše meje je izjemen. Mislim, da Slovenija, ne glede na to, da je članica NATO pakta, ki omogoča neko kolektivno obrambo, potrebuje svojo vojsko, ki jo mora bolj spoštovati in tudi bolj opremiti. Jaz sem tudi vesel teh novih programov vlade, ki bo omogočila boljši razvoj slovenske vojske. Predvsem pa moramo biti ponosni na dekleta in fante, ki častno služijo svoji domovini, je še dodal.